Večina bodočih staršev se kar dolgo ubada z izbiro imena za otroka, nekateri pa recimo še ob rojstvu ne vedo, kako bo novorojenčku ime. Vedno več je nenavadnih imen, marsikdo pa otroku izbere tudi recimo pristno, lepo slovensko ime. Z imenom seveda dobimo tudi določeno energijo. No in današnja tema v rubriki za bodoče starše je ravno izbira imena za novorojenčka. V svoji družbi pa lepo pozdravljam numerologinjo Lili Sorum, ki ve, kakšno energijo nosi ime, in profesorja Janeza Kebra, raziskovalca, imenoslovca, poznavalca imen, avtorja knjig o imenih. Pozdravljena oba. Dobro jutro. Dobar dan. Torej, imen je veliko, gospod Keber, starši se za ime odločijo na veliko različnih načinov. Vi ste sami odkrili, da je teh načinov nekako 10, ne? Ja, nekako v evropski ali pa sploh svetovni recimo onomastiki so nekako izbrali 10 takih tipičnih vidikov, po katerih pač ljudje zbirajo imena. No, v novejšnjem času se pa še lahko tudi še kakšen ta vidik doda. Recimo numerološki, energijski. Je morda že kar 11. recimo vidik. Je pa dejstvo, da se neke vidiki morda celo združujejo, tako da ni samo morda po enem vidiku. Če vprašaš nekoga, zakaj je izbral kakšno ime, morda navede ne samo en vidik, ampak morda celo 2 ali pa 3, ki so vplivali na to, da je nekdo izbral tako ali pa drugačno ime. Koliko numerologi pomagate pri izbiri imena novorojenčkov? Vse starše recimo obrnejo na vas? Absolutno. Sicer numerologija, podobno kot astrologija, ne more celotne analize vnaprej povedati in določiti, ampak v veliki meri lahko pomaga in napove, ali ime in priimek gresta skupaj, ne gresta skupaj, ali morda samo en priimek, morda tudi priimek od matere in tako naprej. Se da pripraviti imena že vnaprej ali treba počakati, da se otrok rodi, pa datum, ura, ne vem, kako ura je sicer izračunavate? Pri numerologiji ni pomembna, tako kot pri astrologiji, datum pa absolutno. Datum je zelo pomembna informacija, je pa res, da izmed 5 osebnih številk, ki jih imamo v numerologiji, ki so mogoče podobne natalni karti, da si lažje predstavljamo, dobimo 3 osebna števila samo iz imena in priimka. Tako da v veliki meri lahko vnaprej veliko povemo in opišemo, vsega pa ne. Pripravili smo tudi recimo izračun za numerološko, boste vi povedali v redu ime ali ne, če bi se otrok recimo na današnji dan 2 imeni, upam, da vidimo, to je pretvornik črk za začetek, to si starši lahko sami nekako naredijo in izračunajo. Dobro, za vsako črko ena številka, so C, Z in S, ne? Tako je. Se štejejo? Sicer teh 5 osebnih števil se izračunava po posebnih formulah, ki jih seveda lahko dobijo tudi na internetu, absolutno, in si sami potem pripravijo in kombinirajo naprej nazaj. So pa določene stvari seveda čisto znotraj numerologije, na katere je potrebno biti pozoren. Dobro, koliko recimo prihajajo v ospredje recimo slovenska imena, stara? Vemo, da so zdaj bila nekaj časa zelo moderno, oziroma trenutno je trend modernih imen, nenavadnih. Kot imenoslovec verjetno opažate kak trend pri tem? No, vsekakor je več trendov, ampak trenutno, recimo že kar 20 ali pa morda celo 30 let, je trend kratkih imen. Drugi trend bi pa bil to, da so neka prvotno bolj, da tako rečem, bolj kmečka, v kmečkem okolju uporabljena imena nekako postala modna tudi v mestnih okoljih. In tudi obratno, neka bolj mestna, bolj fina imena, kot so rekli včasih, se pojavljajo tudi na podeželju, tako da danes bi zelo težko ločili, kakšnem okolju je kdo in da jim morda mora biti iz tega okolja pa tako in tako ime. Se pravi, to je zelo izenačeno v našem okolju, ker je v bistvu zelo majhno in tudi ponudba, da tako rečem, imen zelo različnih, domačih in tujih je tako velika, da pravzaprav izničuje to pravzaprav res, kot bi rekli, morda včasih tipično slovenska imena. Imamo še nekaj takih, ki imajo dolgo tradicijo od Janeza naprej, ampak težko bi pa rekli, da so neka imena res samo tipično slovenska. V ospredje se pribijajo tudi zelo nenavadna imena, znanih radi dajo svojim otrokom. Zato smo tudi pripravili prispevek ravno o tej izbiri imen, nenavadnih imenih. Jaz predlagam, da si ga pogledamo, potem pa seveda nadaljujemo v studiu. Izbira imena za novega družinskega člana je odgovoren, včasih celo naporen projekt, ki lahko traja vso nosečnost. Pred mnogimi leti so starši izbirali ime za svojega otroka z željo priklicati zaščito pred boleznimi, uroki in nesrečami. Danes pa razmišljamo predvsem, ali ime lepo zveni in ali ni prepogosto.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2008 največ deklic dobilo ime Lana, pri dečkih pa je že vrsto let najbolj priljubljeno ime Luka. In če smo bili pred leti nenavadnih imen vajeni le pri tujih zvezdnikih, je danes drugače. Trend neobičajnih imen je namreč tudi pri nas vse pogostejši. V bistvu za imena sem se odločila za prvega otroka Isabelo čist brez problema. No, pri fantku je bila pa malo drugačna zgodba, ne? Sem imela en teden pred porodom en preblisk. Sem prišla domov in sem rekla možu, ti Sebastian, jaz sem pa slišala za ime Vrana, ti je všeč. Meni je tako zelo močan ime, pa je rekel, ja, veš, da je meni tudi všeč. No, in tako se je rodil naš Vran, ki je bil Vran samo 2 dni. Potem sem poklicala enega gospoda, ki mi njegovo mnenje veliko pomeni in je pač rekel, da kombinacija glede na njegov priimek je vse skupaj zelo močno in temačno. No in potem sva se vseeno odločila, da bo ostalo to, kar sva prvotno želela, Aleksandar. In moram povedati, da tako kar kakšen mesec nisem mogla poklicati po imenu. Ime za hčerko sem pravzaprav zbrala sama, ker sem imela tako v kombinaciji 3 imena, Lola, Luna pa Zoja. Moram reči, da so bili doma zelo zgroženi nad vsem izborom mojim. Sem šla tudi malo pogledati, da paše skupaj s priimkom, pa tudi meni so všeč imena, ki so mehka, ki lepo zvenijo. Čeprav mislim, da Aleš do zadnjega ni verjel, da bo res Luna, ampak moram reči, da so se zelo hitro vsi navadili, da je Luna in da je tudi zelo paše ta ime. Ja, midva sta se v bistvu odločila za ime Arija tako kar bolj pozno, ker se nikakor nismo mogli odločiti. Za fantka pa sploh nisva najdla imena, tako da še dobro, da je bila potem punčka. Navdih je bil v bistvu z ene knjigice, ki sem jo jaz ravno takrat brala. Glavna junakinja se je imenovala Arija. Ma zveze z najino v bistvu drugo največjo ljubeznijo, zdaj po Ariji, to je glasba. Potem po italijansko pomeni zrak, kar pomeni, da bo svobodna. In pa po hebrejsko pa pomeni levinja, kar tudi pomeni, da se bo znala v življenju postaviti za sebe in se boriti. Nevsakdanjih imen pa še zdaleč ne zmanjka. Hčerka Vlada Kreslina je Čarna, Wernerjeva hči je Kanenas, pevka Žana pa se je odločila za ime Kiara. Ne glede na to, katero ime bomo na koncu izbrali za novorojenčka, pa je prav, da se zavedamo, da nas ime zaznamuje in da ga nosimo vse življenje. Pa čeprav ga lahko spremenimo z dopolnjenim 18. letom starosti na pristojni upravni enoti. Se mi zdi, da je lepo ime, da je tudi ime, ki nekaj pomeni, konec koncev Luna vpliva na naša življenja in moja Luna je zelo vplivana na moje življenje. Če si bo dala spremeniti ime, bo to pač njena odločitev. Mal bi mi bilo žal, da sva ji dala ime, ki ni všeč. No, če si bo želela spremeniti svoje ime, bo imela moj blagoslov. Sprememba imena pa stane 46,09 €. Ja, z Ministrstva za notranje zadeve pa so nas sporočili, da si je lani 914 ljudi spremenilo samo ime. Energijska sprememba imena, kaj to pomeni? To pomeni, da v svoje življenje privabimo nove vibracije, nove vplive, nikakor pa ne moramo povoziti prvotnega imena. Se pravi, vi, če ste se rodili tako in tako, lahko spremenite ime, recimo tudi ženske spremenijo ime konec koncev s poroko. Običajno privabi se vibracije, ki so nam lahko sicer zelo pozitivne ali pa negativne, ker če je ime, v katerega spremenimo svoje ime, neuravnovešeno z imenom, ki smo ga imeli, to pomeni, da bomo tudi mi težko potem s temi vibracijami naprej delovali. Če ste vi po osnovi sramežljiva in spremenite ime v nekoga, ki simbolizira samostojno, odločno osebo, to pomeni, da bo življenje vam privabilo situacije same kot take, kjer se bo od vas sicer pričakovalo, da ste odločno, kar pa verjetno ne boste, ne? Če v osnovi niste. Tudi kombinacija 2 priimkov, ne? Večkrat se pojavlja, da naj ima otrok 2 priimka, tudi recimo po poroki, ne? Je sigurno prej za izračunati in pregledati. Dobro, gospod Keber, kako vi kot imenoslovec gledate na moderna imena, na ta trend, recimo nenavadnih imen, Arija, Luna, dobro, Luna recimo še nekako je domača
Zdaj, jaz pravzaprav nimam kakšnih predsodkov, da tako rečem, kot raziskovalec pač raziskujem dejstva, kakršno so, se pravi, dajejo. Seveda, kar se pa tiče samih oblik imen, je pa dejansko kot jezikoslovec, je pa seveda imam določene pomislike, kako neka imena pišemo. Se pravi, če tudi kakšno tuje ime sprejmemo v naš, kot naše, naj bi ga zapisovali po pravilih slovenskega jezika. To bi bilo osnovni vidik. Torej, recimo, primer Mišel, ime, ne bi ga pisali s š-jem. Zdaj, če Mišel, da je že pravzaprav ponašano, in to je pisano s š-jem, je že slovenska oblika, potem se mi zdi to čisto normalno. Seveda, zdaj, če bi pa kakšno umestno obliko, Michele pisali ali kaj podobno po francosko, potem pa to za slovensko, pa za Slovenca ni preveč priporočljivo. Tudi zakonsko verjetno nekoliko vseeno omejena izbira imena. Zakonsko je omejeno na število, se pravi, ne smemo 3-4 imena izbirati za eno, načelno naj bi bilo samo eno ime. V praksi vemo, da imamo vsaj dvojnih imen, kar precej različnih, seveda niso pa pogosto, v glavnem so unikatna. Tako da recimo dobra polovica vseh različnih imen je dvojnih, kar je zelo veliko število, v celoti pa jih je zelo malo, ker so unikatna načelno. Tako da to številka je potem nekoliko zavajajoča. No, načelno naj bi imel vsak eno ime in tisto ime, če je Slovenec, naj bi bilo nekako v slovenski obliki, v slovenskem pravisu zapisano. Če pa recimo tuje narodnosti, recimo Italijan ali pa Mađar, je pa priporočljivo, da je tudi po njihovem zapisano. Najslabše pa je nekje vmes, da imamo pol slovenske oblike, pol nemške ali pa morda italijanske in tako naprej. Tudi takih primerov imamo zelo veliko in tako pa seveda stališče jezikoslovca in pa raziskovalca motijo taka imena. In tega imamo kar veliko, če gledamo skupni spisek vseh teh imen, je tega pisanja napačnega ali pa zelo tudi napačno zapisanega, včasih prav z napako. In ljudje niti ne vejo, da je včasih njihovo ime uradno napačno zapisano in tako naprej. Tako da te stvari bi nekako že z tega spiska, če beremo popolnega, vidimo ogromno takih napak. In tudi napačnih pisanj v celoti. Torej vseeno, nekaj pazljivosti pri izbiri imena, zapisu imena, opisu rojstva, knjigo. Tudi to je treba zelo paziti in tudi bi bilo priročljivo nekako, da za višjo nekako kulturo jezika, da to nekako upoštevamo. Dobro. Za konec, še numerološko verjetno se strinjate, ime nosi energijo, pa previdno pri izbiri imena. Tako je, čim manj komplicirati. Čim manj Poslušati komplicirati. sebe, ja, se vidi včasih več, ko kompliciramo in kombiniramo, slabše je. Pa morda poprašati za nasvet numerologa. Najlepša hvala obema, se upam, da bodo starši imeli morda malenkost lažjo nalogo, ko bodo izbirali ime ali pa vsaj bodo vedeli, kako naj se lotijo iskanja imena. Lep dan vam želim. Tudi vam, hvala. Lep dan pa tudi vam. Sledi še nekaj taktov glasbe, potem pa zadnja jutranja poročila. Krasen četrtek preživite.